Tako so najkrajšo prav gotovo potegnili kmetje, ki jim je neurje ponekod uničilo celoten pridelek. Moram reči, da po 37 letih službe v kmetijski svetovalni službi še takega uničenja zaradi toče dejansko nisem videl. Ne? In tu je dejansko, kjer stojimo, je nekje ta epicenter toče bil in praktično so čisto vsi posevki, ki so na tem območju zrasli, so popolnoma 100% uničene. Tako da to je problem. Problem je kmetij, ne? Strošek setve je okrog 900 evrov po hektarju in to je čisti strošek od 900 do 1000 evrov in v tem primeru praktično, če ni nobenega nadomestila, pa to je čista kmetova izguba. Kmetje bodo izgubo tako nosili na lastnih plečih. Živinorejci bodo morali uničen pridelek celo dokupiti. Ja, naši kmetiji je največ uničilo koruze, cirka 7 hektarjev. Zdaj gledam, da 3 hektarje je 100% uničeno, ostalih 4 pa nekje 50%. Tako da to bo velik problem nadoknaditi za krmo, za živino, ne, ker sem živinorejska kmetija, je kar velik problem. Zdaj pa setev koruze se mi ne zdi zdaj glih najbolj smotrna, ker je že malo pozno in ni potem veliki pridelek. Težko, mislim, se spraviti celo tako daleč, da bi se lahko koruza silirala. Tako da, ne vem, verjetno bo treba nekaj dokupiti. Nekaj manevrskega prostora za reševanje letošnje sezone kmetje še imajo, čeprav je to zanje prav gotovo slaba tolažba. Izredno težko je, seveda tisti, ki imajo govejo živino, še lahko poseje kako travo, ki bodo jesen mogoče kakšen odkos zrasel, eventualno se še lahko preorje, taka zadeva pa seje kakšna ajda, tako da se vsaj kakšen minimalni dohodek dobi nazaj, drugače pa praktično ni rešitve. Izguba za letošnji pridelek je izgubljen in praktično je čista kmetova izguba. Sama površina te nevihte je dejansko bila, mi ocenjujemo okrog 6 km širine in pa okrog 25 km v dolžino je ta uničenje oziroma ta toča bila, tako da je bilo uničenih okrog 5500 hektarjev. Po naših ocenah pa je dejansko na površinah in pa vrtninah nastalo škode za 5 milijonov 990 tisoč evrov. Tako da to je enormna škoda tudi v kmetijstvu. Zavarovanih je približno 30% teh površin, ostalo pa dejansko bodo kmetje nosili ta strošek. Žal v Sloveniji svoj pridelek zavaruje zgolj 30% kmetovalcev. Tako bi rekel, ne, cene v kmetijstvu so iz leta v leto nižje. Mi smo izpostavljeni evropski in celo svetovni konkurenci, celo marsikdaj je bolj neugodno za naše kmete, marsikdaj naše kmetje svoje pridelke prodajajo ceneje kot v sosednjih državah Avstrije, Madžarske, Nemčije, da ne govorimo o tem. In potem pri tako slabih kalkulacijah potem dejansko poskuša prihraniti nekaj tudi na te stroško zavarovanja, ki je od 35 do 45, celo 50 evrov na hektar, odvisno od kulture. In na ta način dejansko ne dajo zavarovati, pač riskira, mogoče vsako 10 let upaš, da se ti bo kaj zgodilo, da se ti ne bo kaj zgodilo, vendar situacija takšna je in tu je res država. Kljub temu, da država sofinancira 50%, pa še vedno veliko naših kmetov kljub temu ne da zavarovati, ker so zavarovalne premije še vedno previsoke. Tako so kmetje po vsakem uničujočem neurju postavljeni v položaj, ko se sprašujejo o smiselnosti nadaljevanja svojega poklica. Kar se mene tiče, več ne razmišljam o drugi službi, ker sem tik pred penzijo, pa tudi, če ne bi bil, bi ostal kmet, ker sem pač celo življenje, edini moj poklic je bil kmet. Bo pa problem bolj za moje naslednike. Težko bom prepričal koga, da še se ne odloči za poklic, ker, kot vidite, težave so, katastrofe se dogajajo in to je težko prenesti, to moraš biti kar trden človek, da to preneseš. Jaz sem nekako to prenesel, zdaj pa za mlajše rodove pa ne vem, če se bi odločili, da bi ostali na kmetiji. Tudi nekaj ne silimo posebej, tako da. Če se ne bojo stvari izboljšale, ne vem za koliko ogromno, potem bo res kmetije začele propadati. In Slovenija bo verjetno uvažala hrano iz slabših držav, ki imajo dosti slabšo kvaliteto kot mi. Upajmo, da bodo občine oziroma država vseeno našle način, da nekoliko omilijo letošnjo izgubo kmetov zaradi neurja in tako preprečijo, da čez nekaj let dejansko ne ostanemo brez slehernega kmetovalca v naši državi.